Spoštovani gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Pa smo zakorakali v jesen. In danes ste pozdravljeni predvsem gospodje, kajti oddaja je namenjena vam. Velikokrat smo že govorili o ženskah, o njihovih posebnostih, morda posebnih potrebah ali karkoli že. Skratka, že smo govorili o tem, da smo moški in ženske dokaj različni. No, navsezadnje pravijo, da moški prihajajo z Marsa, ženske pa z Venere. Torej danes ste gospodje na vrsti. In zelo zanimivo, naš gost je Mihael Žmahar, predavatelj in avtor 3 knjig. Najprej mogoče tale knjiga Misionarka, ki jo je prvo napisal in izdal, ki je bila namenjena ženskam. Spodbudil je ženske, naj najdejo moč v sebi, naj se postavijo zase, naj zažarijo vsej svoji ženskosti. Druga knjiga, Zrcalo nevidnih svetov, je namenjena parom, to se pravi obema, kako lažje in bolje skupaj in skozi življenje. Tretja knjiga je pa namenjena fantom, herojem. Ste heroji ali niste? O tem boste več slišali danes. Pozdravljeni, Mihael. Pozdravljeni, Jana. Kar precej časa sem govorila, ampak zdelo se mi je tako pomembno, da naredim pravzaprav en uvod v tem, da pridemo do herojev. Ja, fantje, ste heroji. Ampak vi v svoji knjigi trdite, da pa ne vsi. Ja, tako je. Če hočeš postati heroj v življenju, se moraš odločiti za to. Vsak fant ima biti potencial heroj. Vsak fant je lahko heroj zase, heroj za svojo družino, heroj za svet okoli sebe na vse zadnje. Ampak da postaneš heroj, moraš imeti par stvari. In ena izmed teh stvari je, da se odločiš pravo stvar, tisto, kar čutiš v srcu in da si sposoben to narediti in da narediš tisto, kar je na vse zadnje tvoje življenjsko poslanstvo. In druga stvar, da pustiš neko sled za sabo. In da pridemo do tega, da človek, da fant ugotovi, kaj je tisto, kar mu je pomembno in da ima pogum in moč, da to tudi ustvari in na vse zadnje pusti neko zapuščino za seboj, rabimo čez par korakov iti. Rabimo narediti par osebnostnih sprememb, par osebnostnih pogledov in par karakternih odločitev. In ko to naredimo, potem smo na dobri poti, da postanemo heroji. Mihael, poglejte, vi pravzaprav knjiga za ženske pomeni, da ste se posvetili ženskam. Najbrž ste imeli tudi precej opravka z njimi, veliko ste se srečevali, verjetno veliko komunicirali z njimi. Ja, jaz delam predavanja, meditacije, vodene meditacije, tečaje za osebnostno in duhovno rast. In na začetku je bilo večino tečajnic udeleženk žensk. To je bilo 90% punc. In to je bilo leta in leta in leta so večinoma punce hodile v naš duhovni atelje. In smo delali z njimi in smo dobili poglede v žensko dušo in sem dobil poglede v žensko razmišljanje in sem gotovil, kaj punce rabijo za to, da se lahko razvijajo. Ne? Ampak istočasno je bil odstotek fantov malo manjši. Fantje niso hodili na začetku k nam, bili so prestrašeni, prišle so njihove partnerke, mame, sestre in tako naprej, ampak oni pa ne. In zdaj smo ugotovili, da je čas, da se tudi heroj prebudi, da se tudi fantje prebudijo. In to so oni pokazali. Fantje so pokazali zahtevo, da so pripravljeni, da grejo naprej in prišla je knjiga Heroj karizmatične prihodnosti. Poglejte, vendarle, če se malo vrneva še na odnose, moški, ženska, predno prideva res na vašo fantovsko stran. To se pravi, v odnosu sta dva. In vendar, partnerke, to se pravi ženske, so bile bolj pripravljene, kajti k vama so hodile tudi na svetovanje, na delavnice, kako izboljšati svoje odnose. Ja. Ampak ker sta potrebna dva, ali je to zadostovalo? Ne, če se želi partnerski odnos izboljšati, ali pa kakršenkoli odnos, lahko je tudi poslovni, lahko je prijateljski, ne, moramo vedno se zavedati, da sta dve strani. In če se samo ena stran trudi izboljšati stvari ali pa učiti novih stvari, evoluirati, iti naprej, to za celostni odnos ni dovolj. V odnosu morata oba prevzeti odgovornost. Tako fant, tako punca, tako obe strani. In dejstvo je bilo, da večina od te odgovornosti v odnosih je do zdaj so punce prevzemale, so ženske prevzemale. In tukaj se je pokazalo, da se ne more vedno partnerski odnos popraviti, ukolikor se oba ne odločita za to. Ne? Jaz lahko mogoče naredim v mojem odnosu vse, kar je potrebno, ampak če moj partner tega ne naredi, potem ne bo končni rezultat takšen, kakršnega si želim. Ne? No, in zdaj pojdiva k fantom. Kako pa ste spoznavali fante? Ste imeli toliko prijateljev ali, ne vem, ste se temu posvečali? Ja, prva stvar je, da sem jaz fant, ne, in pač vem, kako sem razmišljal včasih in kako fantje razmišljamo že pač zaradi tega, ker smo že v osnovi malo drugačni od punc.
Ja, normalno, da sem imel prijatelje. Ampak kar sem večino časa v zadnjih 10 letih svojega dela opazoval, je, da fanti definitivno drugače razmišljamo in dojemamo svet, kot ga dojemajo punce. In do zdaj ko sem zelo realno pogledal svet, kaj ta svet potrebuje, zakaj je to neravnovesje v svetu, zakaj še vedno spoli niso enakopravni, zakaj je še vedno večina punc na najnih tečajih, ki jih ženo vodma, zakaj je to tako, sem se začel spraševati in sem gotovil, da je nek primanjkljaj, nek manjko v dojemanju pri fantih. Fantje sem gotovil, da imajo zelo močno čustveno inteligenco lahko, ampak nažalost mnogi izmed njih ne uporabljajo. Zaradi tega, ker se ali zanašajo na punce v svojem življenju, ali sledijo nekomu in to je treba popraviti, to je treba razviti. Mihajl, rekla bi, da je pravzaprav tudi neka posledica zgodovine, da fantje so morali predvsem blesteti navzven, punce so bile doma, lahko rečemo malo kot parodija, da so bile za štedilnikom, fantje so morali se kazati navzven in navsezadnje mogoče ta čustvena plat je bila tudi zavrta. Navsezadnje, če rečemo, glejte, fantje ne jokajo, še danes slišiš. Ja, res je. Res je, da se je čez zgodovino, vedno še velik del sveta je moški svet in ga še vedno od te glavne odločitve v gospodarstvu, naprimer politiki, še vedno sprejemajo fantje. Ampak fantje ne sledijo, večina teh fantov ne sledi notranjemu nareku, srčnemu nareku, ne čutijo svojih delovanj, svojih sprememb, ampak sledijo nekim tradicionalnim zapovedim, kdo bi moški mogel biti. In moški mora biti močen, moški mora poskrbeti za stvari, moški ne sme jokati, to je ena takšna, moški ne sme kazati čustev na tak način kot ženska. Ampak ko gremo pa nazaj na osnovo človeškega bitja, osnovnega gledati, smo pa fantje enaki kot punce. Imamo vsa čustva, imamo žalost, imamo stres, imamo veselje, imamo sočutje, vse imamo, ampak iz nekih tradicionalnih razlogov, iz nekih razlogov, ki prihajajo z vzgoje in moškega ega, navsezadnje, je pa večina fantov razvila neko masko, s katero prezentirajo samega sebe na drugačen način. In ravno ta maska, ta moški ego, ki večina fantov blokira dostop do njihove čustvene inteligence, je tista stvar, ki je heroj knjiga, naprimer, začel mehčati in odstranjevati. Poglejte, to, kar sva zdaj opisovala, to pravzaprav niso heroji. Heroji morajo imeti še nekaj več. To so fantje, ki postajajo mogoče heroji, ali pa je čas, da se vprašajo, če bi radi... Ja, tako je. In če se vprašaš, če bi rad bil heroj in prebereš recimo vašo knjigo, najdeš pot, kako boš postal heroj. Definitivno najdeš pot, zaradi tega, ker to ni samo ena izmed mnogih knjig, kjer so neki napotki noter in nek načrt, ampak je knjiga, ki ti definitivno na čustveni ravni pokaže, kje si ti kot bralec, kot heroj, potencialni heroj in kaj je tisto, kar moraš narediti. Knjiga je napisana na 100% resničnih izkušnjah, ki sem jih doživel tekom coachinga v zadnjih let seminarjev in na življenjskih izkušnjah ljudi, ki jih poznam, fantov, ki jih spoštujem in pa punc, ki imajo doma fante, ki verjamejo v njih, ampak še niso tam, ker bi lahko bili. To se pravi, knjigo ste napisali po eni strani kot priročnik, po drugi strani pa kot... Kot zgodbo. Ja, knjiga je zelo edinstveno strukturo, v bistvu se čez celotno knjigo odvija zgodba o enem zelo uspešnemu, finančno poslovno uspešnemu podjetniku, kateremu pa v resnici v ozadju zakon, prijateljske vezi ne funkcionirajo in posledično njegov čustveni sistem. In knjiga je razdeljena na 12 poglavij, zgodba se razvija, vsako poglavje se zaključi in potem seveda na koncu poglavja pride osebnostni del, tehnike, dejstva, kaj mora fant dejansko spremeniti, zato da bo lahko v življenju spremenil tisto, kar sem pač v zgodbi pisal. Knjiga je resnično edinstvena in te potegne noter in imaš občutek, da si v zgodbi in da si med tem, ko bereš knjigo, postaješ heroj dejansko. Ja, dejansko, odlično pišete, namreč prebrala sem tele dve vaši knjigi in lahko rečem, da sta predvsem zelo berljivi, po drugi strani ni nekega, kako bi rekla, pokroviteljstva, ampak čisto preprosto nizate dejstva, ob katerih, če se človek spozna in če hoče stvari spremeniti, lahko dobi tudi napotke. Mislim, zelo praktično. V bistvu učbeniki se ga zelo prijetno bere in se ga ne dojema kot učbenik. Pa vse ljudje smo na zadnje taki, če si dovolimo živeti svojo resnico in izraziti to, kar čutimo, potem smo tudi zelo ljudje enostavni. In tudi sem hotel za fante knjigo napisati. Fantje ne rabimo knjig, v katerih je milijon in milijon leposlovnih stvari pa nekih sugestij. Mi rabimo dejstva. Tako pa tako naredi, zato da boš to dosegel. Mi rabimo
rabimo, to je tisto, kar delaš narobe, to je tisto, kar spremen, zato da se bo zgodilo to. In celoten heroj je napisan na ta način, da lahko vsak moški, tudi tisti, ki mogoče ne berejo toliko radi, se prepoznajo v knjigi in jo začutijo in vzamejo kot svojo. Nekaj zelo pomembnega. Kdaj lahko postaneš heroj? Ko si star 20 let ali šele pri 90-ih? Heroj lahko postaneš vedno, ampak imaš pa pri 20-ih mogoče več energije, več pripravljenosti na spremembe, da se spremeniš, da se evoluiraš. Ne? Je pa druga stvar, da pri 90-ih imaš pa nekih več izkušenj, življenjskih modrosti, ne? Ki jih pa tudi lahko na drug način uporabiš. Ne? Tako da vedno je pravi čas, da fant postane heroj. Ampak vedno je treba narediti korak, prestopiti mejo, ki smo jo že recimo imeli in začeti nekaj novega. Jaz vedno pravim, ljudje smo se rodili zato, da se razvijamo, zato, da se učimo nove stvari, zato, da gremo naprej, da smo danes drugačni, kot smo bili včeraj in to je neka naša življenjska odgovornost. Ne? Če je že vesolje dal življenje in možnost, da živimo in delamo vse te projekte in gradimo odnose, ki so nam na voljo, in dajmo jih pa graditi. Ne? Dajmo fantje postati heroji, punce misionarke, vsak zaviha rokave, naredi tisto, kar je njegova oziroma njena naloga in potem bo skupni svet drugačen. In lepši. Ja, tako je. Pravzaprav, hvala, ustvarjate lepši svet s temi svojimi knjigami in delavnicami in predavanji in vsem skupaj. Poglejte, zdaj recimo v tem času knjiga še ni čisto dokončana, ampak imate pa že datum predstavitve. Res je, 8.12. pozimi, 8.12.2017 bo v Smeltu na Bežigradu v dvorani Smelt ogromna brezplačna predstavitev za vse tiste, ki želijo začutiti, kdo je heroj. In to ne bo klasična predstavitev, to bo predstavitev, na kateri je samo 500 stolov, žal je dvorana tako velika, tako da vsi, ki vas zanima, gledalci, ste vabljeni, da se mi prijavite na mihaelafnapotovanje.si in se rezervirate svoj stol. Ampak kar sem želel na tej brezplačni predstavitvi, ki traja skoraj 3 ure, pokazati ljudem, je kdo je moški, kaj je njegov potencial, kaj lahko naredi. Imel bom zelo zanimive goste, kateri bo še zaenkrat ostala skrivnost. Predstavitev vedno naredim z videom, z glasbo. Tako da fante, bralce, poslušalce, udeležence vedno jim pokažem iznotraj, kaj je projekt, kaj je knjiga, ki ga pišem. Ne želim, da opazujejo samo od zunaj, ampak da so del zgodbe. Zato vedno povabim in jaz, in moja žena, ki piše knjige, ljudi v zgodbo, v najino življenje, zato da vidijo z vsemi občutki, kaj delamo in kakšna je lahko sprememba. Bi lahko rekla, da je to na nek način tudi delavnica, brezplačna delavnica? Je. To je ogromen seminar, eden največjih seminarjev v Sloveniji. Vsako leto ga ob izdaji nove knjige organiziramo, kjer je dejansko program, kjer učimo ljudi, kjer so videi, kjer so učne vsebine, kjer so slajčovi, da lahko vsak dobi tisto, kar tisti večer potrebuje. Spoštovani gospe, dragi gospodje, predvsem gospodje seveda, upam, da ste vzeli papir in svinčnik in si tole zapisali. Če še niste, naj vam ponovim še enkrat. Torej, velika brezplačna predstavitev nove knjige Mihaela Žmaharja, Heroj karizmatične prihodnosti, bo decembra, čeprav je zdaj september, ampak decembra velja si zapisati v koledar, 8. decembra ob 19. uri v Ljubljani, v Smeltovi dvorani. Treba pa se je prej prijaviti na mihaelafnapotovanje.si. Ja, zanimivo tole. Ampak mene zdaj zanima vsebina knjige. Rada bi vedela, kako moški lahko postane heroj. Ampak vmes bom tako, kot bi verjetno, ali pa najbrž počnejo tudi vse druge gledalke zdajle, še malo ocenjevala, koliko je moj mož heroj. Zato me to tako podrobno zanima. Torej, lahko rečeva, kaj pravzaprav tista osnova, da lahko sploh začneš razmišljati o tem, da bi postal heroj? Definitivno vrednote, ki jih imaš. Kar sem opazil, vrednote so tisto glavno gonilo naših inkarnacij, naših življenj. Tiste vrednote, ki izberemo, vse okoliščine našega življenja, vsi projekti, ki jih izbiramo, ljudje, ki jih izbiramo, priložnosti, ki se nam ponudijo, so v resnici posledica naših vrednot. In če imamo mi kot
fantje prave vrednote danes, potem se lahko te vrednote izrazijo kot uspešen posel, kot zdravje močno, kot iskren partnerski odnos, kot lepa družina, kot potovanja po svetu. Če pa nimamo pravih vrednot, potem pa enostavno ne znamo izbirati pravih sestavin za življenje. In kar sem opazil je, da mnogi fantje si želijo postati heroji, pa imajo cilje v življenju, pa želijo neko vizijo narediti, ampak nimajo vrednot stabilnih znotraj sebe, na katerih bi lahko temelj svojega življenja postavili. In potem, če so vrednote labilne, pride neka močnejša okoliščina, ki je pa mogoče drugačna, in se njihovo življenje sesuje. Če imaš ti oblikovano vrednoto na neki postavljeno življenje na temelju, katerega lastnik nisi ti, potem si odvisen od drugih ljudi, odvisen od trenda, odvisen od sprememb v svetu in potem zelo težko postaneš heroj. Si v bistvu ping-pong žogca ali pa čoln na morju, ki ga ves čas premetavajo valovi, in nažalost je veliko fantov takih. Tako da, ko si fant postavi vrednote, v katere res verjame in reče, to jaz sem, za tem stojim, za svojim časom, denarjem, besedami, osebnostjo, imenom in priimkom, potem pa ima moški realno možnost, da izbere prave stvari in naredi močno življenje, na katerega je ponosen. Glejte, zdaj sem pravzaprav se obesila na 2-3 vaše besede. Kdo sem? Spomnim se, da recimo, ker vodim tudi intervjuje in tam je obvezno vprašanje, kdo ste, ne kaj ste. In da so ljudje včasih zmedeni, o tem pa sploh ne razmišljam. Če hočeš postati heroj, najbrž moraš tudi vedeti, kdo si. Definitivno. Kdo si, odgovor na to vprašanje je najpomembnejši odgovor v življenju, ki ga moramo ljudje imeti. Če jaz ne vem, kdo sem, potem ne znam drugim ljudem povedati, kdo sem. Če jaz ne vem, kdo sem, potem drugim ljudem niti ne dam možnosti, da naredijo odnos z mano. Potem niti nimam svojega mnenja, stališča in ne znam reagirati, ne znam nekih stvari se odločiti, ne znam nekih posledic ustvariti. In večina fantov, kar sem opazil, veliko fantov, kar sem opazil, je, da so tisto, kar jim drugi rečejo, da bi mogli biti. Mnogi sinovi so tisto, kar so jim očetje rekli, da bi mogli biti. Ali pa kar jim je šef rekel, da bi mogli biti. V bistvu ne gre življenje tako. V življenju mi moramo na svoji individualni ravni, ali čez meditacijo, ali razmišljanje, ali iskren pogovor s samim seboj, ugotoviti, kdo smo. Potem pa o tem obvestiti druge ljudi. Živijo, jaz sem Mihael Žmahar in sem predavatelj in sem avtor. Zakaj to počnem? Zaradi tega, ker želim spremeniti svet, ker želim dati drugim ljudem moč, ker želim spremembe narediti. Naprimer, tak način identitete. Nisem, naprimer, dostikrat fantje mislijo, da so tisto, kar delajo v službi, ali pa da so ena izmed vlog, ki jih igrajo. Ljudje smo včasih veliko več in če hočemo ugotoviti, kdo smo, moramo vedno najti resničen duhovni namen v ozadju tega. Kaj je posledica našega obstoja? To, kar je posledica tvojega obstoja, to ti si. Ali v knjigi najdemo recimo napotke ali priložnost, da najdete fantje, da odkrivate priložnost, kdo ste? Namreč to je vprašanje, na katerega je težko začeti odgovarjati. Mogoče potrebuješ svetovalca celo, nekoga, ki ti zastavlja prava vprašanja. Res je, zato si želim, da bi bila knjiga Heroj karizmatične prihodnosti svetovalec v nočni omarici vsakmu heroju doma. To je vprašanje, na katerega mnogi fantje nimajo odgovora, zaradi tega, ker živijo v svetu, ki je zelo hiter, turbulenten, ogromno informacij, ves čas ljudem prihaja v glave, ves čas se nekaj zahteva od človeka, ves čas se spreminja življenje, pa ogromno odnosov, pa ljudi, pa priložnosti, pa vsega. In človek se, če nima stabilne energije v vsem tem vrtiljaku, se zgubi. In ko se enkrat človek zgubi, začne utapljati, jaz temu rečem, v okoliščinah, začne segati po prvih bojah in rešilnih pasovih, ki mu pridajo blizu. In potem se pač labilno prilagaja okoliščinam. Tako da vsak lahko ugotovi, kdo je, vsak lahko ugotovi svojo identiteto, samo čas si mora vzeti za svoj notranji mir. In ko človek začuti, ko se poveže s svojim srcem, bo takoj našel mesto pod soncem, bo takoj vedel, kam paše, kam si želi iti in koga želi imeti v življenju. Poglejte, nekaj se mi tu zanimivega poraja, pa vem, ker sva se pač pogovarjala v tej knjigi, da tudi o tem pišete. Namreč, ko so fantje v družbi, opažaš, da so glasni, morda tudi preklinjajo, se pogovarjajo take in drugačne teme, morda o katerih me ženske sploh niti razmišljamo, ne. In vendar, kadar pa so z dekleti v dekliški, ženski družbi, ali so bolj kavalirski, ali se drugače vedejo, ali skušajo narediti vtis, na vse zadnje, vendarle ta odnos, da
ženske želimo očarati moške in obratno, je pravzaprav prisoten povsod. To sem opazil. Kot fant imam moško družbo in kot predavatelj in coach in partner zakonske se ogromno družim z ženskami. In sem opazil, da se fantje takrat, ko so fantje med seboj, moška družba, moški kolegi, so drugačni, kot pa takrat, ko je njihova partnerka zraven. Ne vem, zakaj je temu tako, ampak kontrast je toliko velik, da sem celo poglavje v knjigi napisal na to temo. Zelo velikokrat vidim fantje, ko so fantje sami svojo punco reče, moja pride domov, moja mi bo skuhala, moja je poklicala tja, ampak ko je pa njihova punca zraven, je pa moja draga, lepa punca, moja draga, lepa žena, se takoj spremeni star. In sem gotovil, da fantje dostikrat to počnejo zaradi tega, ker se želijo podzavestno prilagajati okolici. In takrat, ko imajo moške prijatelje okoli sebe, se jim ustvari nek moški ego, ki želi dokazovati, ker ko se fantje dobijo na kupu skupaj, takrat ne gre za iskreno, v večini primerov za iskreno deljenje mnenj, takrat se gre za tekmovalnost, kdo je močnejši bik v areni in kdo je alfa samec. Na podzavestni ravni so zelo velikim fantom ta moški ego vklopi. In ko se moška družba pogovarja med seboj, se gre bolj za dokazovanje. V resnici se ne posluša prijatelja, kaj govori, ampak se čaka, da bo naredil pauzo, zato da bo lahko potem ta drug skočil in povedal svoje mnenje. Medtem ko pri puncah je drugače. Pri puncah, ko se punce dobijo, se na čustveni ravni pogovarjajo, jih zanima, kaj prijateljica doživlja, jih zanima, kako se počuti, jih zanimajo občutke, in normalno je potem se fantje drugače obnašajo takrat, ko so punce zraven, kot pa takrat, ko so samo fantje. Kaj pa recimo prijateljstvo? Včasih se mi zdi, da fantje pravzaprav tudi na prijateljstvo ogromno dajo. Da so celo pripravljeni, ne vem, partnerko zanemariti zaradi svojih prijateljev. To sem opazil, nažalost, pri velikem številu fantov. Prijatelji so pomembni v življenju. Prijatelji so del tvojega socialnega življenja, del tvojega življenja, predstavlja nek zelo pomemben temelj, ampak pravi prijatelji. In pravi prijatelji so tisti, ki spoštujejo to, kar ti si, ki spoštujejo tvoje odločitve, ki spoštujejo to, kar počneš, tvoje poslanstvo, če tudi ga ne razumejo. Jaz sem ene prijatelje, ki rečejo, joj, Mihael, jaz pojma nimam, kaj ti počneš, ampak če si ti srečen, sem jaz srečen. Sem imel pa ljudi v življenju, ko sem rekel, kaj ti za neke osebnostne zadeve delaš, pa meditacije delaš, pa tam se z nekimi duhovnimi energijami ukvarjaš, a se ti je zmešal? Potem se moram jaz vprašati kot heroj, ali so to pravi ljudje zame. Opazil sem pa velikokrat, da si fantje smo zelo ponosni na moško prijateljstvo. In veliko teh moških prijateljstv je tradicionalnih prijateljev iz otroštva. In ko moški ima enkrat nekega prijatelja iz otroštva, velikokrat čuti neko tendenco notranjo, da mora ta odnos držati. Ampak, če ta prijatelj ni šel naprej v življenju, če ta prijatelj se ne razvija in je že zadnjih 20 let enaki, ti pa hočeš biti heroj in iti naprej, je potem si moraš iskreno vprašati, a lahko ta človek je toliko velik del tvojega življenja. Jaz imam nekateri ljudi, naprimer iz svojega otroštva, še vedno sem prijatelj z njimi, ampak jih imam bolj rad nadaljavo. Ne družim se vsak mesec z njimi, zaradi tega, ker imajo drugačne vrednote, ker imajo drugačen način življenja, druge stvari verjamejo. In jaz ne moram samo zaradi neke tradicije in samo nekih spominov iz otroštva, ko smo skupaj imeli, pa smo se ga prvič skupaj nažurali, pa smo šli skupaj na morje. Ne moram samo zaradi teh spominov danes svojega življenja spreminjati zaradi njih. In kar se zgodi, ponovadi prve, ki opazijo v družini, da ima moški prijatelje, ki niso ali na njegovi ravni, ali pa ga ne spoštujejo, je pa punca, ali? In ko punca reče svojemu fantu, pa dej, zakaj moraš vsak večer z njim veseti? Se sam bedarije pogovarjata, se sam čas zapravljata, je moški jezen na njo. Ampak ona je samo povedala tisto, kar moški sam ni videl, ne? In o tem pišem tudi v knjigi. Čas prehitro teče, toliko stvari me še zanima, ampak tole se mi zdi zelo ključno. Poglejte, moški današnjega časa imajo določene težave, predvsem to, da prvič se manj poročajo, nočejo se zavezati, po drugi strani pa ostajajo v svoji primarni družini. Tu se bistveno manj govori, da bi dekleta ostajala pri starših, medtem ko fantje pa kar obvisijo. Imamo pojav mamini sinkotov. Pišete tudi o tem. To je tudi poglavje v knjigi, tako da punce, tiste, ki želite, da so vaši fantje samoiniciativni in samostojni, definitivno tudi knjiga za vas.
pojavlja se ogromno število fantov, populacija fantov, ki so stari 30, 35, 40 in še vedno živijo doma. S tem ni nič narobe, če ti še vedno živiš doma. Mogoče imaš pač tako organizirano življenje, ampak še vedno nimajo lastne identitete. In večina fantov, naprimer, ko pride do vprašanja, da se bojo celili, da se bojo poročili, če si to želijo, seveda, da se bojo zavezali, si pa ne želijo. Ker imajo nek občutek, da zgubljajo svojo moško identiteto in neko moško svobodo. In glih o tem pišem v knjigi. Tudi večina fantov, ki imajo službe, si želi pogodbo za nedoločen čas v službi, zato da bo imeli neko stabilno finančno varnost. Ampak po drugi strani si pa ta isti fant s punco, ki ima načeloma rad, ali pa fantom, ki ga ima načeloma rad, ne želi dolgoročnega partnerstva, ne želi narediti te zaveze. In ima iluzijo, veliko fantov ima iluzijo v glavi, da ko bojo šli v nek partnerstvo, ko se bojo predali in s partnerji ustvarili družine in neko skupno imetje, da bojo izgubili svojo svobodo, svoje moške, proste petkove večere in tako naprej. Popolna iluzija. Mihael, 2 minutki, poglejte, knjiga je obsežna, vem, da je debela. Po drugi strani pa zagotovo se nisva zdajle mogla lotiti vseh vsebin. Čisto na kratko, mogoče še, če poveste tisto, kar je pomembno v knjigi, na vse zadnje, vsak lahko nekaj sebega pa zagotovo najde. Tisto, kar je pomembno, je definitivno, da se fantje naučijo izražati svoje čustva. Naprimer, ena izmed stvari, ki so v svetu zelo problematična, če lahko rečem, je, da je večino agresije, večino netolerance, večino nestrpnosti povzročajo ravno fantje. In normalno človek, ki zatira svoja resnična čustva, ki si ne dovoli izražati srčnosti, žalosti, je normalno, da v nekem trenutku nabere tukaj energijo znotraj sebe, da mu eksplodira, da je potem živčen na cesti, da se začne dreti na ljudi okoli sebe, da zlorablja na nek način. In tega sem se zelo močno dotaknil, zaradi tega, ker fantje se moramo pa na druge stvari zavedati. Zelo smo fizično močni, zelo imamo veliko odgovornost s to močjo in mi moramo razumeti svoje čustva, svojo moč, da znamo to moč pravilno uporabljati, ne da zlorabljamo. In to je prva stvar. Druga stvar pa, kar sem hotel reči, je pa zelo pomembno, da gledamo na svet širše, zato da ne živimo samo zase, zato da pogledamo, kakšno odgovornost svet potrebuje, kakšne rešitve svet potrebuje, potem pa kot heroji v sebi poiščemo moč, znanje in rešimo nek problem. Ker heroj ni človek, ki obstaja samo zase. Heroj je nekdo, ki razume, da je del sveta in da če svet ne bo funkcioniral, tudi on ne bo srečen. In za heroje želim, da vsak heroj, ki v življenju hoče razviti svoje življenje, da prevzame odgovornost in zase in za svet okoli sebe. Mihael, hvala. Torej, vašo knjigo nisem moški, ampak jo bom zagotovo prebrala. Predvsem za ženske je, za vse ženske, ki želijo svoje fante pripeljati do herojev. Še enkrat hvala, ker se ukvarjate dejansko s temi stvarmi. Namreč, glejte, za moške ni napisanega tako rekoč nič. In to bo nekaj res posebnega tudi v slovenskem prostoru. In lahko noč za enkrat. Spoštovane gospe, dragi gospodje, vam pa seveda rečem, mogoče vam polagam na srce, pa mislim, da lahko. Preberite to knjigo, zagotovo bo koristila vsem. Spoznali se bomo, če drugega ne. Ali poznamo moški ženske, ali ženske poznamo moške? Nisem prepričana. Lahko se učimo tudi tega. Srečno.